Torej, kaj smo zdaj tukaj sklenili, koga se lahko bojimo še, če pač ne? Edino, kar se lahko bojimo, je še to, da pač te pobude, ki jo dal Franko Juri, za odcepitev dela mestne občine Koper, spravi ankaranskega dela, in to je ravno tistega dela, kjer so načrtovani tej tako zvani plinski terminali, ker približno pol Luke Koper je na območju krajevne skupnosti Ankaran in to je velika nevarnost, da se lahko zgodi, pač glede na to, da so lobiji veliki in močni in da je pač denar v igri zelo velik in mi vsi skupaj, prebivalci mestne občine Koper, se bojimo, da bi lahko v tem primeru, če bi to slučajno uspelo, da v tem primeru lahko prišlo do katastrofe in bi te plinski terminali res tam zrasli in to bi bilo za nas pač praktično konec takega življenja, kot se pač širi. Vendar po današnjih zagotovilih pač se nimamo kaj bati. Po današnjih zagotovilih tukaj pač so bili predstavniki tako z ministrstev, pač potem lahko sklepamo, da terminalov ne bo. To ni res, nimamo se kaj bati, če mestna občina Koper ostane v takih okvirih, kot je. Če slučajno se pa kaj drugega zgodi, recimo pride do referenduma in se slučajno del mestne občine Koper, in to je ankaranski del, ta del, kjer pač tangira in zgradno cepi, so pa vse možnosti odprte, ker oba ministrstva so jasno glasno povedala, tako ministrstvo za okolje in prostor, kako tudi gospodarstvo, oziroma njihovi predstavniki jasno povedali, da nikdar niso šli, niti ne bojo šli proti lokalnim prebivalstvom. Ampak župan mestne občine Koper se je jasno opredelil proti, mestni svet se je jasno opredelil proti mestne občine Koper, ampak kaj se bo pa zgodilo, če bi slučajno prišlo tako majhne občine? Kaj se bo potem zgodilo? Kaj bo delali lobisti? Na kakšen način se bo razdeljevalo tako in drugače? To pa ne ve. In če bi v tem primeru bilo lokalno prebivalstvo v večini za oziroma občinski svet in župan za in potem posledično še lokalno prebivalstvo, če bi prišlo do referenduma tudi tam, potem bi se to zgodilo, so plinski terminali tukaj. In če so plinski terminali tukaj, dobro vemo, jasno poslušali, mnenje vseh je bilo, da je to strašno negativno, posledice so lahko katastrofalne, tankerji so ogromni, ker recimo kot v Ameriki, kot je gospod Juri povedal, študije, da samo v plovbi je 2 kilometra distance nujne, potrebno med eno in drugo ladjo, kaj bi bilo šele v samem pristanišču. In glede na to, da je naš Koperski zaliv, pa cel Tržaški zaliv, pač slepo črevo, in je tako nizek in majhen, še posebej naš Koperski zaliv, mislim, da je to nesprejemljivo, to je jasno vsakemu in do delitve mestne občine Koper nikakor ne sme priti.